Matjažem Šerkezijom, z Mojco Volkar smo pripravili ta predavanje. V bistvu smo naredili eno tako sliko, zato tudi je naslov Barve kamniškega alpinizma v kamniškem alpinizmu, v katerem je bolj tako čez čustva predstavljena ta zgodba kamniškega alpinizma, čez več teh čustv, čez, tako kot je videli na predavanju, čez moč, nemoč, razočaranje, zmagoslavje, prijateljstvo in tako dalje. Hoteli smo predvsem pokazati to pestro obliko, obarvanost vseh tega veličastnega početja. To. Pa katere gore pa predstavljate, recimo vse? Predstavljamo vse gore, od Kamniških do Julicev, do Alp, Andov, Himalaje, Tienšana, Karakoruma, Aljaske, Patagonije. Skratka, posod, kjer kamniški alpinisti ne bi bili. Ne bi bili tudi zelo uspešni. Pa mogoče lahko na hitro izpostavite še kakšen poseben dosežek kamniških alpinistov recimo v zadnjem letu ali po zadnjih mesecih? V zadnjih mesecih, čisto v zadnjih mesecih, ne vem, če je bila zdaj kakšna taka odprava, drugače pa tukaj ogromen enih, veste, da ima kamniški alpinizem največ mednarodnih športnikov z mednarodnim razredom, tukaj sta Marko Prezelj, Tomaž Humar, potem mladi alpinisti Matej Kladnik, Aleš Koželj in še nekateri, ki so v bistvu z vrsto vzponov, pa tudi zgodovinsko gledano, Tone Škarja, Metod Humar, Cene Berčič, še mnogi drugi, ki so v bistvu premikali meje slovenskega in svetovnega alpinizma. Najlepša hvala.